Na 15. podelitvi priznanj najboljšim inovatorjem je kar 12 inovacij prejelo zlato priznanje. BSH hišni aparati iz Nazari so si najžlahtnejše priznanje priborili s kuhinjskim aparatom Optimum. Naša inovacija predvsem omogoča preprosto uporabo v kuhinji, zelo široko uporabi pri pripravi različnih jedi, od smutijev do priprave klobas, raznih testenin, do priprave testa. Zelo široko uporabo, v bistvu kuhinjska mašina je ena temeljna mašina, ki jo priporočam za vsako gospodinjstvo. Zlato priznanje je prejelo tudi podjetje Ledinek Engineering za sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave stranskih krivulj obdelovanca. Omogoča skobljanje ukrivljenega lesa 4-krat hitreje, kot zmore kdorkoli na svetu. To pomeni, to je v grobem to, laično rečeno. Po drugi strani, z drugim besedami povem, v enem letu omogoča prihranek do 1000 dreves z istim produktom. Se pravi, smo prvi na svetu, ki smo uspeli skobljati ukrivljen les z visokimi hitrostmi. Zlato priznanje je šlo v roke inovatorjem Krke iz Novega Mesta za izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine Candecertan-Cilexetil. Naša inovacija, razvoj zdravilne učinkovine Candecertan-Cilexetil, je v bistvu inovacija, s katero smo hoteli doseči v bistvu boljši proces, nov proces zdravilne učinkovine Candecertan-Cilexetil in s tem v bistvu optimizirati sam proces, s čimer smo dosegli, da smo znižali proizvodne stroške za 30%, uporabili topila, ki jih lahko tudi regeneriramo, in tudi uporabili surovine, ki niso v bistvu nevarne za okolje. Vse to so zmagovalne inovacije uspešnih podjetij z uspešnimi zgodbami, za katerimi stojijo uspešni voditelji. Kako pa motivirajo svoje zaposlene k prodornosti, sanjam, kreativnosti in inovativnosti? Svoje zaposlene poskušamo motivirati seveda z okoljem, ki jim ponuja kreativno okolje. To je ena izmed zelo lepih dejavnosti naše družbe, da omogoča to, podpira dejavnost kreativno. Drugo je seveda tudi plača in pa stimulativno okolje. Tudi odnosi so vedno bolj v ospredju. Če odnosi niso pravilni v sami družbi, potem tudi tako dobro plačani kader odide. Ključne so inovacije, to je možno doseči z dobrim timskim delom, torej spodbuditi svoje zaposlene k inovativnosti in s tem doseči vrhunske rezultate, ki jih tudi dokazujemo s svojo inovativnostjo. Inovatorji sanjajo naprej in snujejo nove izdelke, s katerimi bodo mogoče presenetili že na naslednjem dnevu inovacij.